Slovenci smo menda nori na gobe, včasih celo tako zelo, da se zaradi njih spremo. Zato je dobra zamisel, da bi gojili gobe, ki v naravi rastejo na lesu, kar na svojem vrtu. Z miceljem na lesenih čepkih je to zelo preprosto, pravi biotehnolog dr. Andrej Gregorij. Narediš to, kar se zgodi v naravi. Če imate neko deblo drevesa, ki pač ne sme biti trhlo, če je trhlo, pomeni, da ga že druga vrsta gobe je, v bistvu vzamete to deblo, zvrtate lukance noter, date te čepke, na katerih je recimo micelij, to se po semenarnah dobi zakupati, in postavite nekam v senco. Nekako morate take pogoje narediti, kot je v nekem gozdu, se pravi, da je vlažno, da se ta debla ne izsušijo, da ima micelij dejansko ugodne pogoje, da to deblo preraste in iz njega poženejo gobe ven. Je pa s to tehniko, ki je v bistvu najbolj enostavna, je to, da je pač dolgotrajno. Če pogledate neko drevo, ki v naravi, ko se podre drevo, leto, dve izgleda, kot da se nič v njemu ne dogaja, pa kar naenkrat gobe začnejo na veliko ven pogranjati iz njega. In dejansko micelij rab nekaj časa, da v bistvu preraste to deblo, nabere energijo in pri ugodnih pogojih bojo v bistvu iz tega debla pognale gobe. Pa poženajo v bistvu vsako leto, tako kot v naravi. Pri nas recimo šitake pa v strigarji poganjajo zgodaj spomlad ali pa bolj pozen jesen. Včasih se zgodi, da tudi polet, po recimo kakšnem močnem deževju, ko ta debla v bistvu voda na moč, ko se v bistvu temperatura ozračja zniža, začnejo gobe v bistvu poganjati. Pri nekih takih pogojih, kot je pač so jesen, vlažno pa malo bolj hladno. In dejansko to poganjajo pa ven iz teh debel, mimo debla recimo na vrtu, čistko pač raztrosana po vrtu, poganjajo, mislim, da že 10 let recimo, vsako leto pač poganja ven, dokler v bistvu deblo ne sprhni. In iz kubičnega metra lesa lahko v celotnem rastnem obdobju zraste tudi do 60 kg gob. Kot pravi dr. Andrej Gregorij, je tehnika enostavna, če upoštevamo nekaj preprostih pravil. Naprimer, da deblo ni na soncu in se ne izsuši. Če pa se kdo namerava lotiti gojenja gob bolj na široko, je dobro vedeti, da je boljši tisti les, ki je bil požagan v dobi mirovanja, ko drevo nima listov. Seveda pa imajo določene vrste gob rade določeno vrsto lesa. Recimo, če vzamemo najbolj popularne so recimo zdaj zagojiti šitake pa bukovi ostrigarji. Šitake recimo grejo na hrast, medtem ko bukov strigar ne mara hrastovega lesa. Recimo. Oboje lahko damo recimo na javorjev les, lahko damo oboje tudi na bukov les. Recimo na kakšnih na brezi smo gojili in ene in druge. Šitake so še zmeri recimo poganjajo tamle v kosezah pri mami na vrtu iz debel, ko sem jih jaz dal micelij noter, po moje 10 let nazaj. Ostrigarji so pognali enkrat, dvakrat in so nehali. Načeloma, če je mehak les, ga gliva veliko hitreje lahko preraste, ampak je pridelek iz njega manjši. Pri temu je v bistvu pri tej tehniki gojenja na deblih je važno samo to, da ne obupamo. V podjetju Andreja Gregorija Mikomedika se ukvarjajo tako z gojenjem gob, kot z izdelavo prehranskih dopolnil iz medicinskih gob. Imajo pa tudi največjo zbirko živega micelija pri nas, semenskega materiala, o pomoči katerega določeno vrsto gobe naselijo na substrat, na katerem jo želijo gojiti. Micelij se torej lahko goji v različnih oblikah. Najpogosteje uporabljajo že omenjeni micelij na lesenih čepkih. Obstaja pa tudi micelij na žitnem zrnju. Micelij na žitnem zrnju se v bistvu uporablja za debelejša debla. Deblo narežemo po dolžini, se pravi, narežemo ga na klocne, na krajše kose, pa ga zložimo nazaj s tem, da v bistvu med te odrezane dele damo micelij na žitu in ga zložimo pač dobesedno nazaj. Se pravi, če vzamemo micelij na žitnem zrnju, se več ali manj uporablja za gojenje recimo kakšnih ostrigarjev na slami ali pa na debelejših pač deblih. Pri slami, gojenju na slami imamo pa lahko pridelek recimo v primeru ostrigarjev v 3 tednih že gobe iz samega substrata. Je pa res, da moramo v bistvu slamo primerno pripraviti, preden lahko damo ta micelij na njo, se pravi, jo moramo namočiti, prekuhati v vreli vodi, mi damo to v vreče za smeti,
zraven umešamo ta miceli na žitnem zrnju, vse skupaj zavežemo in naredimo lukance v same vreče, skozi katere pač pol gobe ven poganja. Tako da te čepki so najbolj enostavni, če govorijo pač o gojenju gob na deblih v vrtu. Sicer pa se miceli na žitnem zrnju uporablja tudi pri gojenju kukmakov oziroma šampinjonov, ki jih naselijo na kompost. In če je bilo pred leti prav gojenje šampinjonov precej priljubljeno, kako je z zanimanjem za gojenje gob danes? Kaj pravi doktor biotehnologije Andrej Gregori? Ja, za nore gobe je veliko zanimanja med mladino. Ljudi v bistvu mal se mi zdi, da so se naveličali gojenja solate in podobnih poljščin, če lahko rečem temu, in zelenjave, in v bistvu skozi iščejo nekaj novega. Poleg tega dejansko lokacija v vrtu, ki ni primerna za zelenjavo, je ponavadi idealna za gojenje gob. Se pravi, tam, kjer je neka senca, kjer raste samo mah pa bršljan, na severni strani recimo nekega objekta, kjer je pač ni svetlobe za zelenjavo. Mimogrede. Torej, tudi gobe lahko gojimo na naših vrtovih. Včasih pa se gobe oziroma glive naselijo kar same. Junij je zaradi vlage in primernih temperatur nadvse ugoden za razvoj rastlinskih bolezni in razmah škodljivcev. Med bolj ogroženimi vrtninami sta paradižnik in krompir. In kako se bojevati proti njim ob pomoči narave? Največ težav tako z boleznimi kot škodljivci boste imeli na vrtu, če niste upoštevali kolobarja, če ste rastline posadili prehitro, če so preveč zgoščene ali pa niste upoštevali priporočil sonaravnega vrtnarjenja, pravi agronomka Jerneja Jošar. Veliko se da narediti z dobrimi slabimi sosedami, ker drugi pomagajo pri odganjanju škodljivcev, tudi pri boleznih. Zelišča uvrstiti v zelenjavni vrt, ker pač zelišča oddajajo olja, ki neke vrste razkužujejo zrak, kar je super za bolezni. Cvetje v vrt. Cvetlice privabljajo, so zelo privlačne za naravne sovražnike škodljivcev, privabljajo jih v vrt. Ko pa se težave pojavijo, pa seveda lahko posežete po popolnoma naravnih pripravkih za zaščito in krepitev rastlin. Pripravimo si jih iz rastlin na našem vrtu ali okolice in uporabimo, ko je verjetnost pojavljanja določenih škodljivcev in bolezni največja. Kamilice, rman, timijan so recimo odlični za kakšne bakterijske glivične pripravke. Proti škodljivcem je potem, recimo proti ušem je kopriva, to že vsak vrtičkar ve. Potem česen in čebula sta prav tako za glivična obolenja. Skratka, različne stvari za različne bolezni ali pa škodljivce. Proti plesnim so torej učinkovite bazilika, česen, čebula, žajbelj, kamilica. Proti rjam pelin in njivska preslica. Pripravki iz praproti, koprive, pelina bodo učinkoviti proti ušem. Listje paradižnika ne prija gosenicam. Proti čebulni muhi uporabimo korenjeve listje. Nora barbara pa je univerzalna, saj ne prija ne ušem, ne gosenicam, niti ne škodljivim muham. Pri pripravi rastlinskih pripravkov ne smemo uporabljati kovinskih posod, naj bodo steklene, lesene ali plastične. Priprava pa je sila preprosta. Lahko se skuha čaj, dejansko v bistvu pri veliko stvareh jih lahko pač nabiramo preko celega leta že prejšnje leto in jih sušimo, tako kot jih pač uporabljamo potem za čaj, skuhamo čaje in poškropimo po rastlinah. Lahko se enostavno namočijo za 24 ur, razrečijo in spet poškropijo po rastlinah. Tako da več ali manj en isti recept. Skuhati čaj je najbolj preprosto, no priprava prevrelke, brozge in mrzlih izvlečkov pa terja nekaj dlje časa, no so pa tudi bolj učinkovite. Pri težavah s plesnjo pa je učinkovita tudi soda bikarbona. Nekaj žličk sode zmešamo z vodo, prilijemo nekaj kapljic olja, da se tekočina lepše oprime listov in poškropimo po celi rastlini. Uporabite pa lahko tudi mleko. Naj tukaj povem, surovo mleko mora to biti, ki je še živo. Preprečuje tudi glivična obolenja, predvsem pri paradižniku se to zadnja leta pojavlja, ogromni napadi krompirjeve oziroma paradižnikove plesne. Tako da bi se naj tudi preventivno za tem špricalo po vsakem dežju, ker enostavno ti rastlinski naravni pripravki ne delujejo sistemično, se pravi, ne grejo tako globoko v rastlino, da bi potem od tam delovali navzven, kot pač to kemične stvari delujejo.
V primerjavi s kemičnimi sredstvi je učinkovitost naravnih nekoliko slabša, kar pa nadoknadimo z redno uporabo in predvsem, kot smo slišali Jerneja Jošar, po vsakem dežju. Nikoli pa ne škropimo ob vročini v sončnem vremenu, vedno le v večernih urah. Mimogrede. Naš radijski Gartelc.